Dober večer vsem skupaj. Evo, midva sva danes mičkam bolj pozno zaradi tehničnih težav, ampak sva nazaj z najnim podelkovim live-om. Kot ponavadi odgovarjava na vaše vprašanje in govoriva o različnih temah, ki se tičejo naravnega zdravljenja in boljšega življenja. In danes se bova pogovarjali o temi, ki sem prepričana, da vse zelo zanima, in sicer to je, kako se pomladiti. Kako pridobiti nazaj neko vitalnost navzven, navznotraj, ki marsikdo misli, da je nujno, da jo izgubimo z leti. Tako da, še prej pa začneva, pa ne pozabite, da če vas zanima, kakršnakoli zadeva, prosim, kar napišite spodaj v komentar čim prej in bova sigurno prišli do kakršnegakoli vprašanja, ki nam ga postavite. Tako da, Neja, lepo pozdravljena nazaj v naše live. Lepo pozdravljeni vsi tisti, ki naj jo poslušate. Ja, danes je taka zelo zanimiva tema, kako se pomladiš na naraven način. Ker, glejte, to, da imamo lep izgled, si lahko tudi malo plastike noter damo v sebe, pa pol imamo kožo napeto, pa obline narejene, pa gremo recimo na liposukcijo, pa nam celulit ven poberejo, pa imamo lepe noge, ker na nogah pa na trebuhu se ponavadi to nabira. Ampak to so vse načini, ki niso naravni. Seveda pripeljejo lahko do rezultatov, takih jih želi vsak tisti, ki gre pač to narediti. Ampak jaz gledam, da na dolgi rok moramo pa za take stvari plačati. Jaz sem recimo kar dosti plačala, ko sem imela silikonske vsadke. Zakaj sem jih imela? Kdor me spremlja, ve, da sem imela raka, da sem se odločila za kirurško odstranitev 3 centrov, rakastih centrov. Vse moje prednice so umrle za rakom, zato sem se odločila, da tiste 3 centre odstranimo, ker je bila invazivna, agresivna oblika hormonsko odvisnega raka. Vse ostale kemikalije sem pa rekla, ne hvala, gremo mi po svoje. No, ampak ko so pač naredili operacijo, so mi pač zdravniki rekli, ja, to silikonske vsadke, to je ful fajn, pa izgledaš čisto normalen, pa vse je v redu, pa ni nobenih problemov. Skoraj so me ubili tisti vsadki. Tako da sem potem tudi, in seveda, ker sem imela toliko težav zaradi teh vsadkov, so zdravniki rekli, ja, da imam jaz težave z mojo psiho in da nočem delati, zato da hočem biti skozi na bolniški. No, pa sem pa jaz sama z raziskovanjem, prebiranjem različnih znanstvenih člankov prišla do tega, da take težave povzročajo silikonski vsadki. No, in ko sem dala to ven iz sebe, glejte, se je moj telo začel obnašati čist drugače. Prvo noč sem spala, noge mi niso več zatekale, bolečin ni bilo več, glava me ni več pekla, tako da, glejte, prvo noč je bilo to. Potem so se pa seveda še druge stvari začele izboljševati. Jaz sem imela zaradi silikonskih vsadkov toliko močne alergije, da sem imela anafilaktične šoke. To že tisti, ki ne veste, kaj to pomeni, ko recimo nekaj poješ, običajno je to na kakšne oreščke, imajo to ljudje, ali pa kakšne... No, v glavnem so oreščki, da imajo ljudje te anafilaktične šoke. V 15 do 30 sekundah je celo telo zatečeno in ne da se več dihati sploh. Jaz sem imela sicer doma, sem imela injekcijo, zato ker me je zdravnica rekla, ne, brez injekcije, pa ker se tole dogaja, ne bo šlo.
sem vzela, ampak jaz imam svoje načine, kako očistiti telo takrat toliko hitro, da se začne pomirjati in da sem potem lahko zadihala. Tako da silikonski vsadki niso naraven način. Kako pa lahko na naraven način imate napeto kožo? Zdaj pa dajte pomisliti na otroke, majhne otroke, pa tudi recimo še potem prva leta osnovne šole. Vsi imajo napeto kožo, ampak kaj je vsem isto? Kaj je vsem, bom rekla, enako? Oni imajo še zelo svoboden pogled na svet. Zelo malo neprijetnih izkušenj, seveda, pustimo tiste ekstreme, ki imajo že to že kot otroci, ampak večina otrok ima prijetne izkušnje, nima enih omejujočih prepričanj, omejujočih vrednot in z radovednostjo gledajo na svoje življenje. In ker tega ni, ker ni teh omejujočih prepričanj, ni omejujočih doživetij, življenjska energija lahko enostavno skozi teče in oživlja telo. Zato je prva stvar, če mi hočemo se pomladiti, oziroma če se hočeš pomladiti na naraven način, je to, da preokviriš, da spremeniš doživljanje svojega sveta. Tisto, kar ti je travmatično, kar ti je zelo radi uporabljajo ljudje stresno, lahko spremeniš. Lahko začneš gledati iz druge perspektive in tako postaneš bolj pretočen, pretočna. Postaneš bolj lahkotna, polna energije in to prinese pomladitev. Drugi korak pri pomladitvi, pa dajte pogledati spet otroke. Otroci so tako, jih primete, ful so mehki. Zakaj? Ker imajo še veliko tekočine noter, veliko limfe, zdrave limfe in ta limfa teče. Limfa seveda zaradi naših čustev, misli, neprimerne hrane, neprimerne pijače, neprimernega poslušanja pesmi oziroma glasbe, tiste, ki našemu telesu ne dela dobro, se limfa začne stiskati, krčati in začnejo se tvoriti kristalčki. In potem začnemo, seveda, ker limfa ne teče, mi nismo več mehki in se začnejo gubice delati. Tako da drugi korak pri ohranjanju naravne pomladitve je limfa. Spodbuditi tok limfe, podpreti tok limfe, na naraven način paziti, katero hrano boste jedli, zato da bo limfa dobro tekla, gibati se. Recimo, da vam dam en namig, ki ga sicer učim v mojem zadnjem programu, pomlajena, prebujena, ponosna nase, to je zdaj glih je ven, če koga zanima. Naravni izotonik, ne tisti izotonik iz trgovine, ampak naravni izotonik. Daste noter minerale, jaz dam ponavadi magnezij sprosti telo in potem limfa bolj teče, ker niso mišice zakrčene, ker limfa se giblje na podlagi mišic, koliko se mišice gibajo.
In če so mišice stalno v krču, tam potem limfa stoji in imamo bolečine. Tako da dam noter, seveda je topla voda, potem dam majčkeno soli, pa majčkeno melase, pa tako kot sem rekla, magnezij, dam še kalij noter in ko to popijem, glejte, moje telo, sploh prebavni sistem, ker tam je največ limfe, se čist pomiri. Dajte to probati, kako to blagodejno deluje na telo. Tudi recimo ščetkanje, naravno ščetkanje s krtačo vsak dan zjutraj, ko se poščetkam, tudi limfa bolj teče. Tako da to so same dobre stvari, za kaj več pa vas vabim v moj program Pomlajena, prebujena, ponosna nase. In dajem besedo še Alji, bo še Alja kaj zelo finega povedala zraven. Alja, samo unmute naredi. Pozabila sem se mutala zaradi dogodivščin, ki jih moje mačke tukaj ustvarjajo okoli. Ne, je zelo veliko stvari dobre že povedala. V bistvu se to, kar danes se pogovarjamo, zelo veže na stvari, o katerih sva že prej večkrat govorila. Prejšnji teden sva govorila o tem, kako ta energija, ki v bistvu se filtrira, če rečemo čez naše misli, nekako vpliva na našega duha in pa to direktno seveda močno korelacijo s tem, kako naša energija se pretaka. Tako da, čim smo mi bolj v skladu s samim sabo, kar pa da to veselje do življenja, bolj smo mladi, ker to ste sigurno tudi že vsi izkušali, da jaz imam zelo, zdaj se v mislih mi je ena sorodnica, teta od mojega očeta, ki je zelo pred kratkim prešla na drugo stran, ampak je bila stara čez 90 let, mislim, da je imela 94 let na koncu in imela raka, hude težave in vse. Ampak ona je bila tako polna življenja, da ona ni kazala pri vseh stvareh, ki je imela, pri bolezni, ki jih je imela, pri vseh zadevah, ona je bila to polna življenja, nasmejana, hecala se. V glavnem, jaz nisem mogla verjeti, ker ona in ni praktično imela gub, ko o tem govorimo, kar je bilo meni fascinantno, ker pri 93 letih ponavadi se človek veliko bolj vidi. In to v bistvu, kaj lahko samo ta prebujen človeški duh pa veselje do življenja, kaj v bistvu lahko dajo, da čez vse te stvari še vedno ven seva vse to, kar je noter. In obratno, vi imate lahko nekoga, ki sicer navzoven ful pas na prehrano, na vse te stvari, je kao vse porihtano, ampak nima tega, je zelo človek zagrenjen, ima neke hude čustvene zadeve, vse, ki jih drži, vse to se vidi ven. Tako da, to je prva stvar in to lahko naredi kdorkoli, ne glede na starost, ne glede na to fizično stanje, to se vedno da prebuditi tega duha in vedno bo prišla neka pomladitev čisto iz tega duhovnega nivoja. Zdaj ostale stvari pa ja, tako kot je Neja rekla, je pa treba čisto po pametni, zdrava kmečka pamet. Če telo ne bo imelo dovolj hranljivih snovil, se pravi, pravilne oblike maščob so zelo pomembne, zato da koža v redu funkcionira. Te maščobe pridejo do različnih delov prek limfe, prek vsega tega, se pravi, limfe mora v redu teči, kot je Neja rekla, to je treba, to vpliva na to vse od glasbe do čustv, pa seveda to, a se vi gibate, ali ste vsak dan, cel dan pred računalnikom, pa začeli pred televizijo, a vaše mišice delujejo, vaše telo kaj dela, ali je vse skupaj zakrčeno. To, kar je v bistvu Neja omenila, izotonik, minerali so tle res pomembni, elektroliti so res pomembni, pa o tem se zelo malo govori, v bistvu še precej malo govori tudi o teh krogih naravnega zdravljenja, kot sem jaz opazila, da so celo kombinacije lahko, ko ljudje zelo promovirajo kakšne hude oblike posta, pa sploh zraven niti v zakup ne vzamejo izgube elektrolitev v telesu.
to bo imelo zelo hude posledice. Tako da tle tudi biti po pameti, če je telo izčrpano, post ni nekaj, kar se hočete iti. Absolutno to, mislim, to, da se neha jesti ob normalni uri zvečer, se pravi 6, 7 zvečer, da zajtrk se pa tudi ne bo se imeli velikega zajtrka ob 6 zjutraj, to že okej, ne. Ampak da se pa dela vsak dan neki 16, 17, 18 ur, ali pa boh ne daj kakšne 24-urne poste, če telo za to ni pripravljeno, to ful izčrpa, res izčrpa telo. Tako da take stvari tudi po pameti, a ne. In ja, jaz bi rekla, ta izotonika je ne rekla super, enka ga jaz uporabljam, ker je tudi zelo simpel za pripraviti. Pomarančen sok ali pa limonin sok, nekaj, kar ima vitamin C. Zato, ker vitamin C je zelo pomemben, da te elektroliti pridejo do jeter. Potem pa malo naravne soli, ali je to neka ta himalajska sol ali pa morska sol, jaz pač uporabljam našo piransko sol, a ne. Pa temu, kako se reče, vinski kamen. Sam paste, ker vinski kamen je zelo, zelo dober vir kalija. Pa date 4 žličke soli, 4 žličke tega vinskega kamna, pa eno pomarančo stisnete. Sam paste, da je vinski kamen, res vinski kamen, da ni mešan z neko tole, kako se temu reče, baking soda, no, tale za peko. Pecilni prašek. To, pecilni prašek. Ja, veliko je mešanih s pecilnim praškom. Zelo veliko. Tle je treba biti zelo pozorno. Tako da to samo čisti vinski kamen, ki se dobi in samo te 3 stvari zmešate. In jaz vam lahko povem, ker sem jaz začela to jemati, pa jaz sem stara 27, samem za sabo, moje telo je moglo kar precej stvari spucati. Jaz sem v enem tednu začela opažati ogromno razliko na koži. Ogromno razliko na moji koži, da je bilo več njega leska, več energije, bolj sem živa izgledala. In to je bilo res po enem tednu, ko sem kupila en ta tonik na dan. Tako da te zelo, zelo simple variante lahko v bistvu ogromne razlike naredijo, ker najbolj se bo poznal, najbolj bo človek izgledal postara na ta tradicionalen način, ki mi pravimo, ne? Da se gube začnejo delati, da je koža izsušena, da človek izgleda, kot da ena taka rozina majhna ratuje. To pa je v Ayurvedi bi se enačilo z preveliko količino vata doše, kar je energija zraka pa vetra, se pravi, da se stvari začnejo sušiti, ne? In danes ima in pa vata doša se zelo veča v telesu z veliko stresa, ne. To so tudi danes govorile, če je človek preobremenjen, če preveč časa preživi pred nekimi ekrani in take variante. Tako da to je zelo izčrpa telo. In tukaj sploh te variante, da se več kvalitetne maščobe da noter, pa da se te tonike uporablja, da se je redno, zato da se sladkor v krvi ohranja na neki normalni ravni, da se kortizol ohranja na nizki ravni. To bo zelo pomagalo, to je lahko celo velikokrat bolj izrazito za ženske kot za moške, ker imamo bolj naporne hormonske cikle, to pa vsi vemo, ne? Naše telo gre v enem mesecu, če to stvari, kot gre v moški hormonsko nekako v enem letu, recimo, ne? Tako da te stvari lahko zelo, zelo hitro upeljete, ja, pa ščistiti stran ta čustva in stvari, ki vas držijo v nekem zaključenem stanju, to pa je tisto, kar je res nujno potrebno, da se lahko to stvar dolgoročno ohranja. In pa, ko te stvari ščistimo, pridemo v boljši stik samim sabo, kar pomeni, da znamo bolj enostavno dobro zase poskrbeti. Zato, ker tudi razumemo, zakaj je to zelo pomembno. Tako da te stvari so med sabo zelo povezane. Tako da jaz bi to dodala še zraven. No, odlično, Alja. Glejte, kakršnokoli vprašanja imate, dajte spodaj napisati vprašanja. Seveda, vprašanja glede zdravja, naravnega zdravja, ker mi da se ukvarjava z naravnim zdravjem. Jaz vam lahko že samo to povem, glejte, tlele sem jaz imela pri 30-ih take kar močne takole gube noter. Zdaj jih praktično jih ni več. Zato, ker uporabljam vse te principe, ki jih seveda tudi učim, tako da lahko tudi ti poskrbiš za sebe na naraven način in še dolgo v svoja zlata leta ostaneš polna življenjske energije, poln življenjske energije, vitalen. Naša telesa so itak narejena za 150 let življenja,
Tako da zdaj samo pomislite, na kateri letnici ste in koliko imate še do 150. Se pravi, če ste, ne vem, na 30 je ekstremen, imate še 5-krat več. Če ste na 50, imate 3-krat še vedno več. Šele če ste na 75, imate še vedno še enkrat več. Tako da vedno se splača poskrbeti za pretočnost energij v telesu, tako da se pomladimo. Tako da napišite spodaj v komentar vaše vprašanja, pa se vidimo prihodnji ponedeljek. Lep večer. Lep večer, čau, čau. Čau.